Pozdravljeni. Max Verstappen je novo generacijo bolidov Formule 1 označil kot Formula E na steroidih. Zakaj tako in kaj pri tem mene osebno najbolj jezi? Max Verstappen je na svoj nekoliko robat način, kot ponavadi, zadeve objasnil tudi najbolj neukemu navdušencu Formule E. Tisto, kar bomo gledali v prihodnosti, bo lahko res podobno neki močnejši varianti Formule E. In zakaj ima takšno mnenje? Enostavno zato, ker bodo morali vozniki skozi celotni krog skrbeti za dopolnjevanje energije v baterijo. Formula E, za tiste, ki niste spremljali te kategorije od samega začetka, je imela ogromno težav. Na samem začetku so celo imeli dva bolida in s prvim so odpeljali polovico dirke, z drugim pa preostalo razdaljo. In treba je povedati, da pravzaprav v tej seriji je pomembno varčevati z energijo v bateriji in seveda tako priti do konca. Znani so primeri, ker so tam dirke omejene na čas, da so po spletu naključij prišli v takšno situacijo, da mnogi dirk niso končali, ker so te trajale, na primer, krog preveč. A pustimo sedaj to pri strani. Max Verstappen je povedal, da tudi v kvalifikacijskem krogu bo moral skrbeti, da bo baterijo dopolnil, namesto da bi enostavno šel na polno. In ima popolnoma prav. Zakaj si to upam trditi? Ker v pravilniku o pogonskih sklopih lepo jasno piše, da lahko bolid porabi na krog 9,5 megadžula električne energije, kar je ogromno v primerjavi z dvema, ki so na razpolago sedaj, da ne bo pomot. A po drugi strani naenkrat v enem kosu jih lahko porabi le 4. In v tem grmu tiči zaj. Namreč res v celem krogu lahko voznik porabi 9,5, ampak 5,5 jih mora kako dopolniti. In to je tisto, kar nekako moti Maxa Verstappena, ki se bo prilagodil, ki bo seveda znal opraviti tudi s to težavo, ampak zagotovo se ne bo zabaval. In tu zna priti do resnih, kontroverznih situacij, predvsem v kvalifikacijskih krogih, ker bi vozniki lahko šli hitreje, ampak jim praktično koncept novih bolidov tega ne bo dovolil. Sedaj tu ne smemo pripombe Maxa Verstappena mešati s tistim, kar je povedal Fernando Alonso. Fernando Alonso, znan po svojih izjavah, je dejal, da z novo generacijo bolidov bi bil tudi njegov kuhar sposoben odpeljati nekatere prej izjemno zahtevne ovinke. Zakaj to trdi? Ker danes spremljamo čisto drugačen koncept bolidov. Če smo v prejšnji generaciji videli bolide, kjer se je čas gradil na tistem tehničnem delu, kjer je pomemben oprijem, bomo sedaj spremljali Formulo 1, kjer bodo bistveno višje končne hitrosti in kjer se bo razlika delala na ravni. In Fernando Alonso je pripomnil, da
skozi ovinek, kjer se je šlo za prejšnjo generacijo bolidov približno z 250 km/h, se bo šlo v letu 2026 samo z 200 km/h. In torej trdi, da dobesedno vsakdo bi lahko peljal skozi tisti ovinek, kjer so si predtem upali le redki. In sam bi tu malce sarkastično dodal, da če ima Fernando Alonso prav, obstaja upanje še za mene in seveda marsikoga izmed vas. A pustimo sedaj to pri strani. Max Verstappen je seveda povedal nekaj bistvenega, da pravzaprav se s tem korakom, ki smo ga videli v Formuli 1, nekako obrača tisto pozornost iz onega, kar si verjetno publika želi, k tistemu, kar je dobesedno želja politike. Namreč zmanjšanje porabe samih motorjev z notranjim izgorevanjem, večji delež električno-hibridnega dela, ampak konec koncev bomo lahko videli že na prvi veliki nagradi ogromne težave. Zakaj? Ker sem že omenil malce prej. Potrebno bo dopolnjevati baterijo. In to na nekaterih progah bi znalo biti težavno. Poglejmo si velika nagrada Avstralije, Albert Park. Ali ste opazili, da praktično polovico kroga imamo takšno konfiguracijo, da pravzaprav ni večjih zaviranj oziroma ni možnosti dopolnjevati tiste energije, ki jo rabimo, če želimo hitro končati krog. In tu ni treba priti do skrajnih primerov, kot bo proga v Monci ali pa ona v Spaju. Že v Albert Parku na prvi dirki se zna pokazati, da je koncept morda v osnovi zgrešen in marsikdo izmed vas bo sedaj lahko celo upravičeno razburjen. Spomnimo se vsi, kako so pred meseci pri FIA želeli ukiniti to generacijo pogonskih sklopov ter peljati tiste klasične atmosferske V8 ali V10. Ampak prepozno. In morda samo zato, ker so se bližale volitve za novega predsednika FIA, ki je seveda ostal Mohamed Ben Sulayem. Ampak tu je treba poudariti nekaj. Da pravzaprav Max Verstappen nam ni povedal absolutno nič novega. Ampak kako? Saj je prvi, ki se je drznil spregovoriti o tem problemu. V resnici ni res. Ne hvalim se rad, ampak sam sem objavil prispevek z podobnimi pomisleki v decembru. In ne v decembru 2025, tudi ne v decembru 2024, temveč v decembru 2023. Torej, v trenutku, ko smo imeli možnost pogledati, kaj piše v tehničnem pravilniku za pogonske sklope, ki bodo na dirkah prisotni v letu 2024. Verjetno marsikdo izmed vas še ni bil včlanjen na ta kanal oziroma je prispevek preskočil ali pa morda pozabil vsebino. Tu zgoraj imate seveda bližnjico do njega. In vsakdo si lahko posluša moje mnenje izpred 2 let, ki je do potankosti enako onemu, ki ga danes pravi sam Max Verstappen. Strinjam se, on je 4-kratni svetovni prvak. Sam sem absolutna ničla, ampak če sem jaz prišel pred več kot 2 letoma do teh zaključkov, bi lahko tudi kdo drug.
In seveda časa je bilo dovolj, da bi se napravilo pametne spremembe. Ampak očitno se ni hotelo. Politika je zahtevala svoje, inženirji pa naj bi dobili rešitev za to situacijo, ki so jo sproducirali tisti, ki pravzaprav o tem športu ne vedo kaj dosti, da ne rečem nič. Zato sem tudi sam rahlo jezen in razočaran. Namreč izgubili smo več kot 2 leti, ker ni bilo nobenega Maxa Verstappena, ki bi si vnaprej upal trditi tisto, kar je v resnici se pokazalo za resnično. In tu je težava. Sedaj je enostavno prepozno. V sistem je bilo vloženega preveč denarja, da bi lahko dejali, joj, zgrešili smo, šli smo s prave poti, dajmo zadeve popraviti in iti korak ali 2 nazaj. Sedaj je potrebno vztrajati s tistim, kar se ima. In kaj to pomeni? Da verjetno ne bomo videli tistega potenciala, ki ga novi bolidi imajo. In ne smemo pozabiti še na neko zadevo. Novi bolidi so praktično posledica tudi zgrešenega koncepta pogonskih sklopov. Zakaj nimamo oprijema in imamo manj zračnega upora? Enostavno zato, da bodo ti z temi pogonskimi sklopi lahko sploh končali dirko. In ne bomo se spuščali v podrobnosti, zakaj je potrebno imeti sintetično gorivo in zakaj je potrebno imeti tako velik odstotek električno-hibridnega dela. To prepuščam onim, ki vedo, ki znajo, ki danes govorijo. Namreč pred več kot 2 letoma so bili absolutno tiho. Oziroma so se tudi malce rogali. A seveda oprostimo jim, kajti izgleda, da ne vedo, kaj delajo. Za danes bo seveda to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.